Spoštovane dame, cenjeni gospodje, lep pozdrav in dobrodošli v predvolilnem soočenju za župana občine Gornja Radgona. Volivci ste odločili, da se boste v drugem krogu pomerila Stanislav Rojko in Anton Kampuš. Da se boste lažje odločili, bomo nocoj oba soočili. Spoštovana gospoda, lep pozdrav in dobrodošla. Dober večer. Gospod Rojko, spoštovane gledalke in gledalci, cenjene občanke in občani občine Gornja Radgona, lepo vas pozdravljam. Za začetek morda takole sproščeno začnimo. Imata še dovolj energije za drugi krog, gospod Rojko? Normalno. Če ne bi bilo energije, se v bistvu ne bi loteval tega dela. Torej ja, energije je dovolj, s polnim zagonom se lotevamo tega, kar pač seveda čas dopušča. Poleg službe seveda ni nemogoče neomejeno biti prisoten, ampak vendarle ja, delamo s polno paro. Torej, energije še dovolj pri gospodu Rojku. Gospod Kampuš, kako je pri vas z energijo? Hvala lepa na vprašanje. Jaz sem takih soočenj in vsega ostalega že navajen. To je čisto na nek način v nekem običajnem delovniku. Tudi danes prihajam iz dela, tako da v tem trenutku je neko običajno delo, ki ga pač veseljem še v tem trenutku upravljam. Torej, pri obeh očitno energije še dovolj. Za začetek morda še čisto na kratko obnovimo pravila. Za odgovore imata po 2 minuti, potem seveda za replike po 1 minuto. Replika na repliko ni možna. Vse jasno, lahko začnemo z bolj resnim delom. V redu. Za začetek gremo na rezultate volitev, ki so bili zelo tesni. Gospod Kampuš, prejeli ste 1285 glasov, kar je znašalo nekaj več kot 40%. Gospod Rojko, vi ste jih prejeli 1934, zanimiva igra številk 1, 2, 3, 4, vi ste imeli številko 5 na volitvah. Kako se vam je pa sicer zdela ta igra, politična igra v prvem krogu? Kako ocenjujete rezultate volitev? Ste pričakovali več, manj? Kako ste zadovoljni torej? Torej, če pričem najprej pri listi. Sem pričakoval osebno mogoče celo kak glas več, ampak vendarle smo z doseženim rezultatom nekaj čez 600 glasov vseeno zadovoljni. Dosegli smo drugo mesto, zelo tesno za stranko SD, ki ima dolgoletno tradicijo v Gornji Radgoni. Torej, ja, tu mislimo, da smo bili vseeno sorazmerno uspešni. No, če pa pogledam bolj na sebe kot županskega kandidata, tu pa mislim, da nekih, vsaj po moji oceni, presenečenj ni bilo. Mi smo približno podoben rezultat napovedovali. Ne povem samo to, ko sem šel zvečer od doma, sem ženi povedal, ja, po moji oceni bom kakšna 2% v prvem krogu zaostajal za kolegom Kampušom in skoraj do potankosti je ta napoved bila uresničena, torej 1,6%. Približno sva si različna, nekaj 10 glasov je to, tako da nekih, vsaj osebno meni, nekih presenečenj ni bilo. Je pa res, da moram reči vsem tistim, ki so dali glas za me in pa za našo listo, hvala lepa. In čez 14 dni oziroma zdaj že manj, spet nasvidenje in toplo naprošeni čisto vsi, da pridejo na volišča. Hvala. Gospod Kampuš, kako ste vi bili zadovoljni? Jaz moram reči, da sem bil zelo zadovoljen, tako kot je bilo že rečeno do strani gospoda Rojka. Socialni demokrati imamo v Gornji Radgoni tradicijo, večletno tradicijo in ni čudno, da smo potem dobili 5 mandatov v občinski svet, kar je neka odlična osnova za nadaljno delovanje in potrditev dobrega dela naprej in tudi v nazaj. Seveda jaz kot županski kandidat sem si obetal torej približno takšen rezultat, kot je tudi dosežen, predvsem iz tega konteksta, ker nas je seveda bilo 5 kandidatov in moram reči, da sem z tem rezultatom zadovoljen. Zdaj je treba narediti kakšen korak naprej in seveda se obenem zahvaliti vsem tistim, ki so dali glasove za Socialne demokrate, ki so dali glasove za mene in tudi jaz bom seveda na koncu torej nagovoril vse občanke in občane, da se seveda teh volitev drugega kroga udeležijo 19. v nedeljo in tako kot rad rečem, gremo skupaj naprej. Vi ste na županskem mestu že 12 let. V primerjavi z letom 2010 ste vendarle dobili, mislim, da 700 glasov manj kot letos. Čemu pripisujete ta dokaj velik, vendarle padec podpore? Glejte, jaz moram reči takole, da, kot sem že povedal, nisem razočaran z rezultati volitev, ker so normalni in legalni. Ljudje imajo vedno pravico o tem tako razmišljati, kot so zdaj povedali. Drugače pa morate vedeti, da v 12 letih županovanja, kot jaz to zdaj delam, je tudi veliko takih stvari, ki mogoče se nekomu na uradni način ne dopade ali bilo kako drugače. Drugače pa moram reči,
da sem vedno imel probleme do številom glasov, takrat, ko je pač vse to porazdelilo, tako zdaj, ko je bilo 5 kandidatov. Če bi ne bilo 5 kandidatov, ne bi bil rezultat, seveda, po logiki stvari drugačen. Torej, večino vzrokov, če vas prav razumem, pripisujete temu, da je bilo 5 kandidatov, ali kako na zadnjih volitvah jih je bilo, so bili 4? Tudi nekako tako, ampak gledajte, tako kot sem povedal, jaz o tem ne bi razpredal preveč na dolgo in široko, ker ljudi je treba spoštovati. In seveda ocena občank in občanov je tista, ki daje pravo sliko. Mi se lahko vse mislimo še ne vem kaj, ne? Gledajte, ljudje so tisti, ki bo o tem odločili in ljudje imajo pravico odločiti po svoji glavi. Točno tako, ljudje so torej odločili tako, kot so. Gospod Rojko, pri vas je situacija ravno obratna, ne? V primerjavi z letom 2010, ko ste tudi kandidirali za župana, ste letos prejeli, mislim, da okrog 500 glasov več. Ja. Čemu pa vi pripisujete rast podpore vaši kandidaturi oziroma vam kot kandidatu za župana? Torej, nedvoumno smo v teh 4 letih delovanja v občinskem svetu za svojo skupino pokazali, da smo v tej zgodbi dokaj resen partner. Vedno je bila naša drža, kar se, zdaj, če se pogovarjamo za nazaj, dokaj pokončna in načelna. Vedno smo bili mnenja, da je prav, da v občinskem svetu in pa sploh življenju, v političnem življenju nastopamo v dobrobit krajanov. Seveda so se potem naša mnenja z marsikom zaradi tega, zlasti na koalicijski strani, razlikovala, tako da smo, jaz pravim, v občinskem svetu kresali iskre, ampak to je bilo dobro, po moji oceni, ker so na nek način iz tega prihajale pa vendarle neke pozitivne stvari. Ne bom zdaj na tem mestu še, ampak kar precej stvari, ki smo jih tudi s takim malce iskrivim nastopom vendarle dosegli, preko tega so bile pozitivne in ne nazadnje so ljudje to zaznali in nam na nedeljskih volitvah zaradi tega tudi dali večjo podporo, ker so nam začeli zaupati. Tudi spoznali so nas, da vendarle takrat, ko pride do nekega problema, poslušamo ljudi, da se z njimi pogovarjamo in potem skušamo doseči, to je tisto, kar je temeljnega pomena, za obče dobro v občini neko najboljšo optimalno rešitev. Meni se je zdelo celo najpojemljivo, da smo nekako vendarle v zadnjem 4-letnem obdobju se delili na levo in desno stran v občinskem svetu in potem je bilo pomembno, kdo je kaj predlagal. Jaz govorim iz tega mesta, da niti pod nobenim pogojem, da če govorim pa o jutrišnjem delu, ne bo pomembno, kdo kaj predlaga, ampak kaj predlaga. Samo vsebina je tista, ki nas bo na nek način družila, torej z ramo ob ramo in skupnimi močmi naprej za skupni dobrobit. Pa naj si to predlaga kolega Tone ali kolega Stanko ali kdorkoli, ki živi v najbolj oddaljenem kotičku naše občine. Torej za to gre. Omenjali ste sestavo občinskega sveta in delovanje občinskega sveta. Rezultati kažejo, da imajo socialni demokrati v novem mandatu 5 svetnikov. Vaša lista, gospod Rojko, lista za Gornjo Radgono, bo imela 4 svetnike. Pomembno je, kako županstvo deluje z občinskim svetom, ali ima večino ali ne. Sta si že preračunavala, ali imata večino ali ne, ker to je za volivce vendarle tudi pomembno, ne? Če ima župan večino, lažje deluje. Gospod Kampuš, kako je zdaj sestavo v občinskem svetu? Boste v primeru, da postanete župan, imeli večino ali ne? No, v tem trenutku lahko rečem, da tisti koalicijski partnerji, ki smo prej sodelovali, bomo sodelovali tudi naprej. Jaz že imam uradno podporo Desusa in danes pričakujem še podporo Slovenske ljudske stranke in pa seveda CMC-ja, to se pravi stranka gospoda Cerarja. Kolikor bi bilo to, potem bi mi seveda imeli že večino, oziroma imamo večino, s tem, da je treba reči, da sem jaz bil tako korekten, da sem poprosil tudi druge stranke, torej SDS, če mi želijo izreči podporo. Oni so se že izrekli, da ne bojo podprli v drugem krogu županskih volitev nikogar, ampak bodo pustili odločitev volivkam in volivcem. Poprosil sem tudi za podporo Novo Slovenijo, v tem trenutku še odgovora nimam, pričakujem ga v teh dneh. In seveda to gre za uradne podatke, ki seveda bi naj seveda pred drugimi volitvami kar nekaj pomenili, tako kot ste rekli. Koliko odstotkov podpore zdaj računate, da boste s tem pridobili mogoče? Že kakšni izračuni?
Jaz se za to strategijo torej ne ukvarjam, zato imam štab za sabo, ki ve, kaj dela in to so oni že preračunali in mislim, da jaz o teh procentih bi v tem trenutku ne bi mogel govoriti. Ok, gospod Rojko, kako je sestava občinskega sveta v primeru, da postanete župan? Že iščete partnerstvo? Torej, ja, v primeru, da bom jaz župan in to nedvoumno upam, saj upam, da bom, bomo jasno zagotovili večino v občinskem svetu. Pogovarjamo se s čisto vsemi, odprti smo prav do vseh občinskih svetnikov. Res pa je, da smo nekako zdaj v tem krogu, tudi v drugem krogu županskih volitev, bolj kot ne mnenja, da neke institucionalne podpore strank niti pretirano ne želimo. Želimo nastopiti sami, pa bom povedal zakaj. Zato, ker so potem potrebne za to neke kopčije in mi za kopčije nismo. Mi želimo priti skozi drugi krog občinskih volitev. Torej, jaz želim postati župan, brez da komu kaj naprej obljubim. Moj protikandidat seveda že obljublja podžupanska mesta. Jaz še nobenemu nisem obljubil tega, take so neuradne informacije seveda. Zdaj bo seveda to morda celo zanikano, ker uradno seveda tega ni, jaz pa vem, da tako je. Kakšna imena se omenjajo morda? Ja, Greder Zvonko, bom kar povedal. To je kandidat Desusa, ki je že povedal, da uradno podpira aktualnega župana pri nadaljnji kandidaturi. Torej, to so tiste zgodbice, z katerih se mi ne gremo. Ampak želimo, da na volitve pridejo ljudje in odločijo, ali je temu dovolj ali pa prihaja nova ekipa na čelo občine. Imamo vizijo, brez skrbi. Torej, pogovarjali ste se, če sem prav razumel? Čisto vsemi, razen z SD-om v Gornji Radgoni, čisto vsemi se pogovarjamo. Gospod Kampuš, verjetno replika. Jaz ne bom na take stvari reagiral. Glejte, morate vedeti, SD, torej stranka Socialnih demokratov, ima v tem trenutku 3 ministre v vladi Republike Slovenije. Torej, Desus ima toliko in toliko ministrov. In seveda, to je treba enkrat razumeti. Torej, podporo imeti na ministrstvih in v ministrih nekaj pomeni. Jaz sem prepričan, da kolikor za nazaj gledamo, ne bi bilo podpore tudi ministrov iz različnih strank, torej programom, ki smo jih v občini Gornja Radgona peljali, niti slučajno ne bi imeli takih uspehov, ker seveda kdaj pa moraš potrkati, moraš poklicati, moraš malo rukniti, da grejo nekatere stvari naprej. In moram vam reči, da sem na to navajen in te stvari nam gredo v prid. In to ljudje vedo. To ljudje vedo in je seveda iz tega, kar sem povedal, jasno, da lista, ki seveda nima nobene povezave z katerimi ministri, ker je pač samo lista, torej internega značaja, seveda teh dostopov je jasno, da nima. Podžupanska mesta obljubljate dalje, ne? Ne, glejte, o tem še, veste, da to pride, vsi to poznajo. Ta pogovarjanja pride na vrsto komaj takrat, ko je vse zaključeno, torej županske volitve, ko so zaključene in ko se začnejo formirati in se pogovarjati vsi koalicijski partnerji oziroma vsi predsedniki strank o tem, kdo bo dobil odbore, kdo bo dobil kateri odbor, kdo bo znotraj odborov in tako naprej. In tudi o mestih podžupanskih, to je bilo nesmiselno se prej pogovarjati, glejte, nesmiselno. Gospod Rojko, kateri sedaj laže? Torej, bom povedal, ime in priimek nekoga lahko povem, če je potrebno, ki ga je sicer ne gospod Tone, ampak njegov zvesti pomočnik klical že dolgo pred volitvami in mu obljubljal mesto v odboru, če kandidira na njegovi listi. Torej, kdo laže, ne vem. Jaz ne bom govoril, da kdo laže, ampak vsekakor želimo na nek način priti neobremenjeno skozi te volitve, kot sem prej povedal, in še nekaj. Ob tem nedvoumno računamo na podporo tudi teh svetnikov in pa tudi kolegov, ki imajo povezave na ministrstvih, saj so ne nazadnje izvoljeni v občinski svet občine Gornja Radgona. In takrat, ko bo treba odpreti kakšna vrata, ja, menda ne bo zaradi tega, ker če bom jaz zmagal kot župan, nekdo iz stranke SD, ki lahko odpre neko kljuko, rekel ne, zdaj pa, ker si pa ti župan, pa tega ne bomo storili. Jaz govorim, da bomo delali dobrobit občanov in zato smo bili vsi izvoljeni, odgovarjamo ljudem. Torej ja, računam tudi na njihovo podporo pri projektnem delu, takrat, ko bomo konkretni rekli, to stvar želimo speljati, pomagajte nam. Ok, minuta se je iztekla, morda še pri tej temi malce ostanimo. Torej, politična trgovina se nekako že dogaja, to je nekako normalen proces politiki, žal. Kako jo boste preprečila v primeru, da postanete župana po volitvah? Gospod Rojko. Torej, če bi čisto konkretno želel odgovoriti, je zelo težko, ne? Ampak jaz
priznam, da se nekega političnega trgovanja niti ne želimo iti. Torej, želimo popolnoma neobremenjeno po volitvah se vsesti s tistim, ki želijo z nami biti v koaliciji, se dogovoriti za tisto deljenje sedeža, kar pač nedvomno pozneje pride, in takrat govoriti o recimo o tem, kdo bo podžupan, kdo bo kaj počel, in ne pa recimo govoriti o tem že danes, ker je po moji oceni prezgodaj. To se meni zdi pravzaprav neprimerno, ampak poslušam vsak dan te zgodbe, da se to dogaja. In nekako smo mi rekli, ne, ok, mi bomo pa to počeli takrat, ko po nedeljskih volitvah dobimo čim večji odstotek glasov od krajanov in krajank občine Gornja Radgona. Gospod Kampuš, politična trgovina. Glejte, takrat, ko so volitve končane, se je treba stopiti skupaj in si zagotoviti v občinskem svetu večino. Veste kaj? Zaradi tega, ker pol lahko torej normalno pelješ vse projekte, ki so začrtani naprej. Veste, kaj se je dogajalo? Jaz imam tu rezultate glasovanja gospoda Rojka v prejšnjem mandatu. Oni so glasovali, gledajte, dvakrat so glasovali proti občinskemu proračunu. In vedete, s tem so tudi glasovali proti projektom, gledajte, tako se ne dela. Tako se ne dela, ne? In torej tega človek mora imeti znotraj tudi tega našega občinskega sveta večino, da se ne rabi ozirati na nekatere pripombe, ki niso tehtne ali pa normalne. Jaz sem do zdaj vedno v vseh mandatih upošteval vse tiste predloge, ki so šli v prid razvoja občine Gornja Radgona in seveda pripomogli, da se vse projekti v čim večji meri izvedli. Ko pa imaš ti neka polena pod noge, potem pa je to seveda treba narediti red in seveda se zanesti na svojo koalicijo, ki je na nek način čisto normalno. Tako kot v parlamentu, ne, pogledajte, vidite naš slovenski parlament, torej, če nimaš večine, si pač na nek način obsojen na to, da pač ne grejo stvari prav. Ali pa da ne dam kakega primera, kakve občine, ki imajo polno kreganja, pogledajte si sosede, pogledajte si tu, pogledajte si tam. Vidite, tam, kje pa smo enotni, tam pa grejo stvari naprej, to je evidentno tudi v Gornji Radgoni. Replika, Trojko, izvolite, minuta. Ja, v večini primerov v zadnjih 4 letih smo stvari, ki jih je pripravljala aktualna oblast v občinskem svetu, podprli. Če pa je nagajanje in metanje polen pod noge, ne sprejete kdaj kakšnega akta, ki je bil slabo pripravljen, tudi proračuna, ki je bil velikokrat v kakšni postavki zelo trhal, in so potem stroški nekih projektov nenormalno naraščali. Spomnimo se, nazaj v Gornji Radgoni smo zgradili vrtec, super, da ga imamo, ampak jaz povem takole, mene bi bilo sram pogledati v oči ljudem, če bi tako nesramno veliko denarja za kak projekt zapravili, kot smo ga v Gornji Radgoni včasih. In o tem govorim, zato smo bili včasih tudi proti. Če so to polena pod noge, prav samo bi bilo fajn, da vem, kakva so Bukova ali so Jesenova. Niso bila polena pod noge, ampak smo bili konstruktivna opozicija in smo vas velikokrat podprli, vi pa naših predlogov niste upoštevali nikoli ali pa skoraj nikoli in ste jih čez 3 mesece vgradili v svoje predloge pa rekli, da so vaši. To je bilo delo v zadnje 4 leta. Minuta je mimo, gospod Kampuš, morda replika na to? Ne. Imate nič več zapovedati? Kje pa? Potem gremo naprej. Politiki je precej kreganja. Gospod Kampuš, lahko nadaljujemo? Ne, lahko se. Politiki je zdaj nekaj precej kreganja, gospod Kampuš je že to omenjal po drugih občinah in tako naprej. Zato mogoče en izziv za vaju. Katere pozitivne lastnosti sta našla eden pri drugem v prvem krogu predvolilnega soočanja? Da, gospod Kampuš, najprej za gospoda Rojka, ste našli katere pozitivne lastnosti? Dajmo sodelovati v politiki, ne si pravite, pa dajmo sedaj poiskati te pozitivne stvari. Vsak človek ima pozitivne stvari, večina. Vsak ima tudi negativne stvari, torej se ti kdaj pa daj pri kakem poslu zalomi, ne uspeš speljati nekatere stvari skozi, ker ne vem, ali nimaš večine, na primer. Ali ti kaj drugo spodleti, ali ni dobra prijava, zdaj govorim samo o občinskem, torej znotraj občine. In ali ni dobra prijava narejena, ali nisi pravočasno prijavljena, bil kaj takega, ampak gledajte, v tem trenutku je treba gledati samo eno, ne. Torej v vsaki situaciji je treba gledati naprej, torej nas interesira ali pa mene interesira izključno prihodnost in izključno želim sodelovati s tistimi, ki imajo prvo pozitivno energijo, da ne negirajo vsega in reče, to je vse slabo, tako imamo dovolj, ne, v Sloveniji. In želim sodelovati s tistimi, ki imajo znanje, ki kdaj pa tudi nekomu uspejo reči, prijatelj, sem narobe, oprosti. In ki vejo, tako kot meni v občini je treba delati takole, ne gledati za svojo zadnico, ampak za skupne projekte.
Torej, čim več ljudi mora biti v občini Gornji Grad enakopravno dostopanih po vseh krajevnih skupnosti in take ljudi imamo okrog sebe. Jaz imam okrog sebe delovne ljudi, pridne in jih držim na špagi. Jaz imam vsaki teden kolegi, na katerem se pogovorimo o naslednjih korakih. In moram reči, da sem okrožen, verjetno imam srečo, to moram pa priznati. Imam srečno roko. Pri izbiri mojih sodelavk in sodelavcev, ki so, če si upam reči, zelo dobri, pridni in delovni. Kar se pa tiče Stankuta, jaz v Stankutu nimam reči nobene žal besede. Kaj pa pozitivno besedo vprašanje je bilo pozitivne lastnosti? Veste, tako kot sem povedal, vsak ima pozitivne stvari in tudi Stanko ima pozitivne stvari in ne vidim nobenega razloga, da bi izrekel bilo kako negativno stvar. Morda lahko izpostavite kakšno pozitivno. Vidite, on je delovan, on je priden, on je zagnan in to je tudi, bi rekel, v celoti zajet. Evo, to sem želel, točno ta odgovor. Pozitivne lastnosti, torej gospod Rojko, katere so pozitivne lastnosti gospoda Kampuša? Ja, precej jih je in jaz ne bom dolgo in široko o tem, ampak ja, recimo, kolega Kampuš je odličen govorec, kondicijsko in takole telesno odlično izgleda, ima sposobnosti motiviranja svoje ekipe. Jaz ne bom govoril o negativnih stvari, ker se pogovarjamo o pozitivnih. Torej, nedvomno te lastnosti Tone Kampuš ima in mu jih treba priznati. Torej, zelo všečno lahko nastopi pred kamero, zelo uspešno okrog sebe zbere ekipo, ki dela z njim in še kar je zelo pomembno, ki mu zelo zvesto sledi. Zdaj, kako mu to uspeva, to je druga zgodba, ampak ekipa, ki jo ima, mu zvesto sledi in je zelo lojalna županu, kar je pravzaprav tisto, kar se jaz učim od njega. Torej, nič narobe. Če ima kdo neke dobre značajske lastnosti, ja, hvala Bogu, dajmo vsi na tak način, če je to dobro. Tako da se bi lahko na dolgo in široko, ampak vendarle tudi uspešno podjetje, nedvoumno je za njim, ki ga je predal tam mlajšim. Tudi to, da roka tako, se pravi župan, ki je bil 12 let na čelu občine, je vendarle komuniciral z veliko število občanov, jih pozdravljal, bil z njimi v prijateljskih odnosih, no nedvomno, s tem jaz nimam nobenih težav. Torej, so pozitivne lastnosti, evo, gospoda politika, tako se to dela, da se sodelovati, če je volja, če je pot. To se dela. Tako, no, upamo, da bo tudi tako po volitvah, da boste našli eden na drugem pozitivne lastnosti. Gremo naprej na naslednjo temo, ki pa ni tako pozitivna, to je brezposelnost, ki je sicer problem skoraj da celotne Slovenije. V občini Gornja Radgona se v zadnjem obdobju stopnja registrirane brezposelnosti giblje na nekje okrog 15%. Lahko volivcem obljubite, da jo boste znižala in kako konkretno. Lahko navedete kar projekte, kako boste to storila. Začnimo pri vas, gospod Rojko. No, to je seveda težko vprašanje in občina sama po sebi lahko k tej zadevi bolj kot ne prispeva, ni pa odločilen faktor. Ampak zdaj bom seveda načel neke druge teme ob tem. Torej, pomoč gospodarstvu je seveda tista, ki potem pozneje rodi nova delovna mesta. To je tisto posredno. Mislim pa, da ta tema še pride, zato ne bom šel v podrobnosti, ampak vendarle pomagati gospodarstvu, da bo lahko zaposlovalo. Druga zgodba je pa takrat, ko občina nastopa kot zaposlovalec. Tu lahko tudi občina odigra neko vlogo, občina ima vlasti javne zavode in pa ima tudi zaposlene na sami občini. Torej tudi tam je nekaj, ampak vendarle časi so težki, tako da tu občina nekaj velikega več prispevati ne bo mogla, lahko pa pomaga pri javnih delih, lahko pomaga pri tem, da nekako morda kakšna svetovalna pisarna, da bodo mladi recimo šli v take poklice, ker je zaposlitev in podobno, morda pomoč mladim podjetnikom, podjetniški inkubator, kakšna zadruga, torej podpora kmetijstvu, vse to nekako lahko rodi, ampak zelo hitro zaidemo v neko drugo sfero. Zato pravim, da ta tema ni popolnoma ločena od drugega. In nekako povezujemo te stvari, po moji oceni, najbolj z gospodarstvom in turizmom, ki so naši aduti pri tem. Tako da to v bistvu vidimo. Vsekakor pa še enkrat naj ponovim, podjetniški inkubator je pa ena od takih konkretnih stvari, štipendiranje je druga taka konkretna stvar, svetovanje mladim pri iskanju zaposlitve tretja taka stvar, ustanovitev kakšne zadruge četrta taka stvar in še naprej bi lahko naštevali. Še gospod Kampuš, vaša ideja na področju zmanjševanja brezposelnosti? Podatek kot vi, torej
14% na število dela sposobnih ljudi se tretira torej ta podatek. In gledajte, v občini Gornja Radgona v tem trenutku imamo v komunali, domu starejših, pori, kulturo, javno dela 160 zaposlenih. Ampak to ni vse. Občina Gornja Radgona v tem trenutku gre v tem smislu naprej. V naši industrijski coni še je dovolj prostora za vsako firmo, ki v tem trenutku bi želela naprej. Načrtuje se širitev naše industrijske cone. Torej, to je ta korak, z katerim občina Gornja Radgona de facto prispeva k vzpostavitvi pogojev, da želimo še privabiti nekatere firme, ki bi prišle v občino Gornja Radgona. To je ena plat medalje, druga plat medalje je seveda takšna. Torej, mi imamo odlične povezave z mladimi in seveda podjetniški inkubator je tisti, ki pri nas prej ko slej bo doživel, ampak seveda takrat, ko bo kakšna ideja privžele na plan. Torej, bilo v katerem trenutku v občini Gornja Radgona ena ideja pride, dve ideji, takoj imamo inkubator torej narejen, imajo prostore in tako naprej. Tako je treba delati. Druga stvar pa seveda, tudi turizem je gospodarska dejavnost. Mi v tem trenutku v smislu razvoja turizma v občini Gornja Radgona delamo na veliko in so tudi uspešni. V Negovski grad, pogledajte, pride na leto 7000 obiskovalcev. Tudi vse druge. Torej, vse te destinacije v občini in izven občine, z drugimi občinami skupaj je treba povedati in še več zaposlenih bo znotraj torej, turizma. Tako da tu vidim, da je treba z vsemi tistimi, drugače pa da vam rečem, včeraj sem prečital v Financah, v občini Gornja Radgona imamo firme, ki v tem trenutku tretirajo nadpovprečje Slovenije. In smo bili včeraj ocenjeni kot najboljše, torej da imamo najboljše firme v Pomurju, v včerajšnjih Financah. To mi je fantastičen podatek. To je lepo slišati, ja. Gospod Kampuš, omenjali ste Negovski grad. Kaj pa Radgonski grad? Ste pozabili na njo ali kako? Ne, gledajte, Radgonski grad je občina pred 30 leti dala privat v najem. In tam obstaja pogodba z tem gospodom, ki ima v najem Radgonski grad. In moramo reči, da za to pogodbo na nek način, oziroma izvajanjem te pogodbe nisem zadovoljen. Zaradi tega na nek način ne gre to v pravo smer. Ta gospod bi se moral posvečati, tam bi moral imeti že po pogodbi, restauracijo. Bi moral imeti odprt lokal. Bi mogli imeti vodiča, da pride ljudje, da jim malo pove, gledajte, to je to in tako naprej. Zdaj v tem trenutku ni tako in si obetam, jaz poskušam vsako leto ponovno postaviti nek stik z tem gospodom Hertugom, ki jo nimam slabe besede o njem, ampak gledajte, kar se tiče pogodbe, se pogodbo ne spoštujem, tako kot sem povedal. Želim postaviti stik in seveda pripraviti, da bi Negovski grad tudi na nek način bil za turiste bolj odprt, kot je do sedaj. Radgonski grad. Radgonski. Gospod Rojko, kakšni so vaši načrti s tem gradom? No, bom povedal najprej to, kar je meni znanega o tem. Recimo, kolega Tone govori o nespoštovanju pogodbe. Tudi na občinski strani se ni bilo vse tako, kot bi moralo biti. Jaz vem za primer, da je v pogodbi zapisano, da mora gospod Hercog pripraviti parkirišče ob gradu. Mi smo pa zemljišča, ki so bila za to predvidena in bi v občinski lasti prodali nekemu drugemu kupcu. In potem se zgodi seveda malo njegove samovolje, se zgradi kako parkirišče in potem smo vsi v nebo upili, da je zgradil parkirišče na nezakonit način, ker pač gospod Hercog včasih malce bolj hitrih potez in naredi kaj tudi takole malce poenostavljeno, no vendarle parkirišča danes tam so, kot jih po pogodbi mora imeti. Potem, ko smo na nek način govorili o tem, da mora biti lokal odprt in da mora biti grad voden in te stvari smo zelo počasi izdajali dovoljenja za te stvari. Seveda to je nekaj tudi pri upravni enoti se zatikalo, ampak vendarle ni bilo tako preprosto, kot se zdi, da gospod Hercog ni želel vsega izpolniti, ampak so se pred njega včasih postavljali tudi nemogoče zahteve ali pa težje zahteve, ki jih je težje izpolniti in potem smo govorili o tem, da se tožimo z njim, da skrajšujemo čas pogodbe, ko smo mu dali in tudi je bila tožba vložena in se je čas oddajanja na najem gradu prepolovil, če mislim, da imam točno informacijo, iz 100 let na 50 let. Nisem prepričan, ker nisem bil podpisnik pogodb, ampak pač slišim to takole bolj ob pogovoru s kom, ki me lahko tudi zavede. Torej, ja, mi pa pri gradu računamo vendarle, da mora biti, vsaj taka je naša vizija, bistveno močneje vpet ponudbo turizma v Gornji Radgoni. Tudi z recimo
z vodenim ogledom, tudi z stalno razstavo, ki je od pokojnega zeliščarja na gradu, ki si jo lahko ogleda, torej nekaj 100 zelišč je tam na ogled, in pa tudi s prenehanjem govorjenja, da je grad kot tak bil obnovljen, vendar ne čisto v skladu s standardi Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da torej je nekaj narejeno takole mimo. Jaz pa pravim, priznajmo pa vendarle gospodu Hercogu, da nas obnova gradu ni koštala davkoplačevalcev niti €1. Samo to še. Torej, jaz bi mu samo čestito, če je pa kaj narobe, so pa pristojne inštitucije za to, da povedo, ne pa, da mi laično potem govorimo, da to ni v redu. Torej, če zdaj potegnemo črto, kako bosta zgledila te neke intrige, spore napram občina, grad Gornja Radgona? Mislim, da je čas, da se ta grad nekako predstavi ljudem in se vtne nekako v to turistično ponudbo, ne samo Gornja Radgona, ampak tudi Pomurja kot celote. Vete, grad Radgona je znotraj turistične ponudbe občine Gornja Radgona, to je res. Jaz imam do tega gospoda Hercoga samo eno zamero. Nekaterim je izrekel, da ni primerno, da pride v ta grad. To me moti. Druga stvar. Drugih jaz slabih nimam, edino dobil sem pisma, sporočila, da naj ja nekaj naredimo, da se začne, torej da ni tam gor nekega avtomata za vstopnino, da naj nekdo bo tam prisoten. In skratka v tem smislu, da je treba to iti naprej. Drugače pa moje mišljenje osebno je takšno. Glede, me sploh ne interesira, kdo je tam Franček, oni. Glede, pogodbo je treba spoštovati. Ni razprave o tem. V občini Gornja Radgona, da bomo naredili vse, da se ta pogodba spoštuje. Če občina Gornja Radgona kakega segmenta ni spoštovala, enako velja. Nobene razprave ni o tem, res je, glede na nespoštovanje pogodbe je bila sprožen spor, in v katerem se ni šlo v 100-letni najem, ampak 50-letni najem, ker zakonodaja naša več ne dopušča 100-letnega najema, ampak 50-letnega. Ampak še enkrat bom povedal, gledajte, s vsem spoštovanjem, ta gospod, kot vsi ostali, zakon za vse velja. Hvala, še gospod Rojko, morda v primeru, da postanete župan. Samo rečem, pogodbo je potrebno spoštovati, to lahko ponovim besede mojega kolega. In konec. Pa bo vse delovalo, jaz sem prepričan. Okay. Gospoda Hercoga sicer zdaj ni tu, da bi še povedal svoj plat zgodbe, ampak vendarle, mogoče bo po kakšnih drugih poteh. Gremo mi naprej na naslednjo temo, to je gospodarstvo, dotaknimo se ga bolj konkretno. Prosim, če naštejete vsaj 5 konkretnih projektov, ki jih boste izvedla v vajnem prihajajočem mandatu. Navedite, prosim, tudi vire financiranja in dokdaj bodo ti projekti izpeljani. Gospod Rojko, morda začnimo pri vas. No, zdaj ste me sicer dobili, jaz nisem taksativen tip, zelo... Ampak volivci radi slišijo konkretne stvari. Neljubo mi je naštevanje tega. Bom povedal takole, ker je nekaj na nas, da se samo zavzemamo, zato nekaj je pa lahko konkretno. Torej, če bi čisto konkretno, če bom od spodaj začel podjetniški inkubator, kjer računamo na vendarle občinski proračun in to takoj. In to je treba samo razpisati in ponuditi mladim prostore. Drugič, svetovanje pri zaposlovanju, to lahko tudi naredimo v občinski hiši. Tretjič, v industrijski coni, ki še ni zapolnjena, oddajanje prostorov poceni ali zastonj. Četrtič, širitev industrijske cone in to v Gornji Radgoni, ne kjerkoli drugje, ampak tam, kjer to že je. In petič, nikakršnega govorjenja o selitvi podjetij, dokler ne dozorijo stvari same po sebi. Torej, tudi podpora gospodarstvu v mestu Gornja Radgona in pa, že lahko povem šesto, prostorski načrt občine Gornja Radgona. Nujno ga potrebujemo, da bomo lahko industrijsko cono legalno razširili in da bomo lahko vendarle tudi doma ob hišnih pragih odprli manjše obratovalnice brez kakršnih kolih težav s sosedi, ker bo to vse legalno in zakonito. In potem pa tisto, kar se bomo pa zauzemali, kjer pa računamo vendarle na sredstva države Evropske unije in še koga, to je pa prometna odprtost Gornje Radgone. Govorim o solidni povezavi z avtocesto, morda celo novi, hitri cesti iz Grabonoša. Seveda to ni tako enostavno, kot zdaj govorim. Potem govorim o novem cestnem mostu pri industrijski coni v Republiko Avstrijo in povezavo na avstrijski cestni sistem. Govorim o železniškem mostu čez reko Muro v Republiko Avstrijo. To je pa tisto pravo zagotovilo za razvoj gospodarstva tukaj v občini Gornja Radgona. Ampak tu računamo seveda
kot sem že povedal, na državo. Hvala. Še gospod Kampuš. Ko sem jaz prihajal do župana v občini Gornja Radgona, je bilo v industrijski coni, oziroma so bile v industrijski coni 4 podjetja. Danes jih je 24. Iz te brošure, ki smo jo poslali s tem gospodinstvom, je to razvidno. Moram reči, da je treba v smislu naših firm, ki so odlične, moram pohvaliti, naprimer, vi veste, da je na prejšnjem, torej na praznovanju občine Gornja Radgona pravnika dobil torej eden izmed zlatih grb, je šel v roke najboljšemu podjetniku, gospodu Mlakarju in tako naprej. Torej, mi imamo odlične gospodarstvenike, prej sem že o tem povedal. In zdaj mi je treba stati ob strani. Vsak tisti, ki čuti malo širitev, mu je treba dati priložnost, takoj. Torej, če pride do danes k nam, mi rečemo, ja, v industrijski coni še je prostor in boste dobili torej, zemljišča, tako kot je kolega rekel, prav, za ston ali pa v dolgoročni najem. To je ena plat medalje. Druga plat medalja je ta, gledajte, mi še v mestu Gornja Radgona imamo kar precej odlične industrije. In gledajte, prej ko slej, takrat, ko bojo oni čutili, torej te firme, ki še zdaj so, da je potrebno širitev, v mestu se ne da več širiti. Takrat jim je treba ponuditi isto kot vsem ostalim, evo, izvolite, v industrijski coni je dovolj prostora, tam lahko imate novo firmo, se širite in tako naprej. Dokler ne bojo oni čutili te potrebe po širitvi. O tem nismo jesem govoriti, ampak na to se je treba pripraviti, ki prej kot leto bo, če za 5 let pa do 10 let. Druga stvar je, gledajte, mi smo rekli, industrijsko cono smo že načeloma, je prišlo tako dalje, da se lahko širimo. Ne sicer v zemljišča, kjer so obdelovalna zemljišča, ampak na levo stran, kjer niso obdelovalna zemljišča. Jaz osebno, z vsem mojim poznanstvom, z vsem mojim zagonom, velikokrat sem med gospodarstveniki, na različne konference grem, nagovarjam podjetja, iz tujine, iz Avstrije, bilo kje, vkolikor mi, da še mi imamo seveda kar pretežno število nezaposlenih in naj ja pridejo vsem Gornji Radgoni, ker v Gornji Radgoni v industrijski coni so dobrodošli in bomo stali ob strani in bomo pomagali, tudi pri dovoljenjih in tako naprej. Tako da, ja, veliko tudi vlagam za to in tudi prosimo mojega kolega, ki je na upravni noti, da poskuša pomagati. Morda kakšne replike? Gremo naprej na našo naslednjo temo, to so vizije razvoja. Gospod Rojko, na prvem soočenju ste povedali, da ste v preteklosti prva 2 mandata celo volili gospoda Kampuša za župana. Potem ste se odločili, da mu postanete protikandidat, zdaj že drugič, ker ste videli, da tako po vašem mnenju več ne gre naprej. Kaj to pomeni, da pogrešate vizijo razvoja občine Gornja Radgona oziroma kaj vas je zmotilo? Ne, v bistvu bi bil nekorekten, če vejo, da ni vizije. Ampak sej, lahko nekdo zapoje, tako kot je zapel Đorđe Balašević, princip je isti, sve so ostale nijanse, če bi s podnapisom prevedete, vsi bodo vedeli, o kaj govorim, ampak ne gre za to. Vendarle, takrat, ko prihaja do nekih ciljev, se pravi, jaz bom tako povedal, če imamo postavljen nek cilj, do cilja so pa vendarle različne poti in tu smo bolj različni kot pa pri sami vsebini. Kako do nečesa priti? In to je tisto, kar sem že prej načel, se pravi, za isti cilj sem jaz prepričan, da lahko porabimo manj proračunskega denarja in to je tisto temeljno in potem, če manj porabimo za eno stvar, lahko morda naredimo še kaj zraven. Potreb je ogromno in to je temeljna vizija, da bomo zdaj govorili o tem, ali smo različni, katera cesta, kdaj, kako podpreti industrijsko cono, kako odpreti podjetniški inkubator, kako z mladimi, kako z nezaposlenimi, tu smo več ali manj podobni in tudi razvojni programi občine so bolj kot ne napisani. Vendarle pa se mi je zdelo, recimo takrat, ko smo se pogovarjali o izvedbi tega, je lahko nekdo v občinski hiši odločil, katera cesta se bo asfaltirala, v krajevni skupnosti pa o tem ni bilo tako enotnega mnenja, ker sveti KS-ov niso vedno bili 100% s tem seznanjeni. To se mi je pa zdelo vendarle nekaj, kar ni smelo iti mimo mene in takrat sem rekel, sam pri sebi, no zdaj pa je čas, da tudi ti aktivno posežeš v to in od takrat naprej, v bistvu, kolega Tone, moje podpore več nimajo, od takrat naprej sem nekako partner v tej politiki vsaj zadnja 4 leta. Gospod Kampuš, kako je z vizijo razvoja občine Gornja Radgona, ne samo zdaj za 4 leta, potrebno je gledati tudi za prihodnje redove, tako za 20 let naprej. Bravo. Torej, gledajte, moje mišljenje je takšno, torej človek brez vizije, mi rečemo takole v našem žargonu, je mrtev človek. Torej, vsak človek mora imeti pri sebi vizijo. Znotraj vizije morajo biti točno postavljeni cilji in to jaz imam. Gledajte, razvojno vizijo občine do sedaj
mi je prineslo to, da lahko danes pokažem 14 opravljenih projektov, v katerem smo dobili 22 milijonov evropskih sredstev. Torej, to je za mene bistvo. In zdaj pa na podlagi tega dela, ki ga vejo moje zelo dobro opraviti, bi bilo nekorektno, da bi rekel samo župan, samo sam sebe bo hvalil. Ni res, jaz imam ekipo in ekipa je to ustvarila. Na podlagi tega dela je treba narediti vizijo razvoja za občine Gornja Radgona 2014-2020, o kateri sem že veliko govoril. Slovenija bo samo še v tem obdobju prejemala evropska sredstva in zdaj je treba izkoristiti. Tista občina, ki se zdaj ne trudi z vizijo razvoja 2020 in ki nima postavljenih ciljev, niti slučajno ne bo šla naprej. Spet bojo nazadovali. Jaz bi pa želel, da občina Gornja Radgona gre najmanj z takim tempom, ko ga zdaj imamo naprej. Zaradi tega imamo strategijo razvoja občine Gornja Radgona, ki imamo pripravljene, torej prioritete. Te prioritete smo poslali vsem občankam in občanom domov. Dajte pripombe. Dobili smo nekaj odličnih pripomb in smo že upoštevali. Jaz sem, na primer, zdaj pred volitvami bil edini, ki sem šel po vseh krajevnih skupnostih, se pogovoriti z ljudmi. In sem tam dobil odlične ideje, moram reči odlične ideje. Te ideje smo spletli zdaj v to razvojno vizijo. In ta razvojna vizija zdaj dobiva neko končno obliko. Občinski svet novi bo moral to vizijo vzeti v roko in reči, ok, tu še manjka to, tu model je to, tu model je to. In v končni fazi morajo dobiti vsi priložnost, da od te vizije, kje se vidijo, tudi gospodarstvo, turizem, kmetijstvo in tako naprej, in kakšne pripombe še bodo dali. Evo, to je to, po čem smo odlični med ostalimi občinami. In to je to, da lahko se danes pohvalim, kot sem povedal, z urejenimi projekti, pridobljenimi evropskimi sredstvi, ne vem, če je katera občina tukaj ali v okolici, ki bi lahko z tem se postavila, kot sem jih lahko postavil. Ura je zazvonila, še morda kakšna replika? Zelo na kratko. Ja, če govorimo o viziji, vsekakor vizija je jasno, da je znana, saj sem že povedal, da vizija v bistvu niti ni toliko različna, ampak če pa je vendarle bilo omenjeno nekaj malega razprave tudi za nazaj in o projektih in o odličnih projektih. Ja, in še enkrat naj poudarim, župan je tukaj kot izvoljena oseba v službi ljudstva, torej nekako je dolžan storiti to in tisto, kar jaz govorim, je, da bi lahko te projekte, marsikaterega od teh, če govorimo za nazaj, morda izvedli čisto iste, ker vse to, dajmo pošteno priznati, vse to potrebujemo, vse to je bilo prav, tudi moja podpora je bila dana, kljub temu, da je bilo danes rečeno, da to ni res, ampak vsekakor je moja podpora razvojni viziji bila vedno dana, ampak to bi lahko storili tudi za manj denarja in zato je tukaj župan z svojo ekipo, da to stori. To se pa vendarle meni zdi pomembno pri tem, če že seveda govorimo o preteklosti. Vprašanje je seveda bilo v prihodnosti, to pa vendarle je tisto, kar je nujno potrebno. Evropska perspektiva je zadnjič bomo dobili še veliko denarja, se računamo na to, veliko denarja tudi iz Evropske unije, ki sicer med drugim naš. Ja bom naš, ampak vendarle na njega računamo in to je tisto, torej projektna usmeritev naslednjih 4-5 let bo pa nujno. Hvala. Gospod Kampuš, vi ste še želeli repliko? Točno ve. V občini nobeni si ne more delati po domače. Kaj bi si ti želel, kako bi ti to razpis delal, kako bi to drugače, gledajte, zato vse obstaja zakonodaja. Brez javnega razpisa nima ništa v občini Gornja Radgona. In pri javnem razpisu se točno ve, kdo sodeluje. Gledajte, komisija je ustanovljena, brez župana, samo drugače pa gledajte, ko enkrat pride do projekta, vsaki projekt vodi neka strokovno usposobljena ekipa, oseba, odgovorna oseba. In gledajte, tu se ne da delati po domače, kot si nekateri razlagajo, kako mi po domače, pa gledajte to. Gledajte, v občini je predpisana procedura za vsako zadevo in niti slučajno drugače. Zaradi tega jaz si ne predstavljam in niti ne bi želel, nobene želje ni, da bi se drugače delalo, ampak samo strokovno vodeno, kvalitetno vodeno in tako je treba delati. Ne glede zdaj na to, ali zdaj je tisti dobil, ki je najcenejši ali kako drugače. Pri nas je pa zakonodaja taka, da dobi najcenejši. Ja, gospod Kampuš, ampak tudi na državni ravni imamo primere, ko postopki potekajo, ampak vendarle se dogajajo kršitve, tako da toliko o tem. Gremo naprej, zdaj prednosti pred tekmecem, eden pred drugim bosta sedaj malce spregovorila, volivci se bodo odločali glede na to, čem je eden boljši od drugega, pa morda, če bi naštela vajne prednosti, kaj mislite, v čem sta boljša od drugega in zakaj bi bil, če bi gospod Kampuš, vi postali recimo župan, vi boljši župan. Izvolite. Jaz imam vizijo
za mano stojijo projekti in na to se naslanjam. Drugače pa v tem trenutku moram reči, da se kolega Rojko za njegovo ekipo poslužuje tudi kakih nekorektnih stvari. Torej, bom rekel celo laži. Vete, bom dva primera povedal. Torej, na njegovi predstavitvi v njegovi je bilo rečeno, da je občina Gornja Radgona prodala dom starejših, kar ni res. Jaz imam danes podatek iz Ajpeša na včerajšnji dan, kateri piše, občina Gornja Radgona je lastnik 51%, 49% je lastnik Stavbar Gradnje. In občina Gornja Radgona v tistem trenutku vnaprej bo vztrajala pri tem, da občina Gornja Radgona tudi ta delež 49% kupi. To je interes občine Gornja Radgona. In gospod Rojko, jaz vas vljudno prosim, jaz vem, da verjetno vi niste teh stvari vedeli ali bilo kako drugače, ampak vaši kolegi v vaši stranki širijo še druge neresnice, kot na primer. Pred kratkim so mi povedali, da občina Gornja Radgona v zadnjem času zaposlila 3 ljudi. Ni res. Nobenega 5 let nismo zaposlili, ampak smo delali zelo korektno, to pa pomeni, da smo 3 so šli v pokoj. Nismo jih nadomestili. To pomeni, da sem jaz poskrbel, kar bi v državi že morali veliko prej narediti, da smo zmanjšali administracijo v občini Gornja Radgona za 10%, ker je 27 zaposlenih v občini Gornja Radgona. Tako da na koncu bom izkoristil to priložnost, pa vas prosil. Glejte, take stvari, neresnice, torej neresnice, ki je širijo vaši, so nekorektne do mene in bom rekel izpod časti. Gospod Kapuš, vprašanje je bilo, zakaj bi bili boljši župani, imate še 20 sekund, morda odgovorite na to. Sem povedal, gledajte, jaz sem človek z vizijo, jaz sem delovni človek, za mano stojijo projekte. Jaz sem ustvaril firmo, ki je v tem trenutku 35 zaposlenih. Sem jo predal hčerki in sinu in sem vstopil v občino Gornja Radgona. Od takrat naprej se v občini Gornja Radgona vidi napredek na vseh področjih in na to sem ponosen. In sem prepričan tudi v to, da to ljudje vedo. Hvala. Gospod Rojko, najprej odgovorite prosim na vprašanje, zakaj ste boljši kandidat in zakaj bi bili boljši župan, potem morda kasneje v replikah, če boste imeli odgovore. Vi zelo rad tisto, pa bo tisto, kar sprašujete. Ja, ker seveda je kar veliko o tem zapovedati. In mi je pravzaprav všeč, da smo odprli to temo. Torej, zakaj menim, da sem boljši? Menim, da tudi sam imam zelo jasno vizijo. Menim, da sem človek povezovanja, torej odprtega srca, človek dialoga, človek sprejemljiv za ideje drugih, ki so vendarle nekako združljive s tistim, kar jaz počnem. Se pravi, zelo lahko najdemo okrog sebe ekipo, ki podobno misli in potem peljemo z ramo v rami skupaj ta voz. To je tisto, kar po moji oceni mene osebnostno krasi in to moji, ki okrog mene delajo, tudi vendarle priznavajo, če ne bi v končni fazi danes ne bi stal tu, kjer stojim. In menim tudi, da sem človek, ki lahko prisluhne temu, kar seveda zdaj nimam možnosti na tak način, kot je moj kolega aktualni župan, vendarle jaz nimam aparata trenutno v občinski hiši še za sabo, da bi lahko na tak način zbiral tudi ideje od krajevnih občanov in občank, kot je lahko to počel kolega aktualni župan. Jaz nimam možnosti recimo poslati domov debele brošurice o mojih uspehih, ker jih na tak način seveda nimam, z občinskim denarjem seveda, ampak lahko nagovarjam ljudi, da sem tak kot sem, pošten, iskren, odprt, človek dialoga, človek pogovora in pa človek konsenza, če je potrebno, torej tudi kompromisni človek, takrat, ko je to potrebno, ampak vendarle dovolj trd, takrat, ko se okrog mene dogajajo kakšne nečednosti, da znam vendarle narediti pri tem red in to mislim, da je moja prednost. Hvala. Sedaj morda replike, gospod Kapuš, imate minuto. Glede, kolegi z stranke, kolega Rojka mi očita koruptivnost. Mene, javno, pred ljudmi. Glede, v 12 letih mojega županovanja niti ene obtožbe nisem dobil, gledajte. Niti enkrat nisem bil obsojen. Zaradi tega bi še enkrat vztrajal pri tem. Spoštovani kolega Rojko, jaz te zelo spoštujem in cenim. Pa te vljudno prosim, zdaj še je čas, da ne širite neresničnih stvari. Res, iskreno povem. Če je v tvoji moči, prosim te, povej kolegom, da se tako ne dela, ker to ni korektno. Še posebej pa ne do mene, ker sem za to občino na nek način pustil kar lep kol življenja in se to na nek način ne pritiče.
Hvala, gospod Rojko, Bom replika. to zelo na kratko odgovoril, ker bi rad tisto, kar je bolj žgoče. Torej, mene še ni obravnavala protikorupcijska komisija, mojega kolega je. In je tudi o tem znan zapis, bil je objavljen, jaz to vem iz medijev, to je vse, kar vem o tem. Ne bom o vsebini, ker bi res ne želel, da o vsebini tudi svoboda izražanja, vendarle pri nas vendarle še taka, da ljudje pač govorijo in tudi seveda prevzemajo odgovornost za svoje besede, tako da v tem ni dvoma. Bi pa zdaj rad vendarle se dotaknil doma starejših občanov. Nedolgo tega nazaj je gospod takrat aktualni župan Tone na občinskem svetu v proračunu, za katerega pa jaz nisem bil, povedal, da želi prodati dom starejših občanov oziroma 51% delež. In mi smo seveda takrat odločno protestirali. To je bilo prvo. Potem drugič, mi smo vendarle takrat spoznali, da to ni dobro. Govorim hitreje, ker ste mi dali za to zelo malo časa, pa je tema taka, da bi rabili 10 minut. Jo bomo v tem vendarle razvili naprej, ker vidim. Potem bom pa samo delno, pa koliko mi v tem času uspe končati. Torej, takrat je bilo to namen prodati, potem čez 2-3 mesece na naslednji seji je bila ta zgodba seveda obrnjena in je bil dom naenkrat dobra naložba, kar nedvomno je. S tem smo se potem vsi strinjali in takrat je dobil ta predlog seveda mojo veliko podporo in celo ploskanje, to menda lahko vidimo tudi na posnetku, ko je prišlo do tega. No, pozneje se seveda zgodi propad stavbarja v stečaju in lahko potem pozneje, če bo le priložnost, nadaljujem novejši del zgodbe, ki je bil vendarle tak, da jaz lažem, pa seveda, kar seveda ni res. Nimam pa podatkov na mizi, ker nisem v občinski hiši, k meni papirji od stečajne upraviteljice ne hodijo, k županu pa. Gremo torej na to temo naprej, dom starejših občanov. To dogajanje vidim, precej prahu je dvignilo. To, kar je gospod Rojko zdaj povedal, nikdar ni bilo rečeno v občini Gornja Radgona, da bi se dom starejših prodajal. Niti teh 51. Jaz edino se štejem v čas, da sem se uspel takrat z izvajalcem, ki je privatnega tipa izvajalec, dogovoriti, da občina Gornja Radgona ima 51%. Torej, nihče ne more soliti na domeni skupščini kakšne pameti, bilo komu, mi smo tisti, ki smo vodilni partneri. In seveda to mi je uspelo. Hvala Bogu, da mi je to uspelo, če ne bi bili veliki problemi. In seveda stečajna upraviteljica, ki v tem trenutku prodaja ta naslednjih 49%, jaz vedno trdim, občina Gornja Radgona ima interes in uveljavlja vedno in bo uveljavljala predkupno pravico tudi za teh 49% in to bomo preko slej kupili. Ampak ne za vsako ceno. Mi bomo takrat kupili, ko je ta cena najnižja. Tako se dela. In v tem trenutku se je veliko špekuliralo o tem, kako je že kupljen, kako je... Glejte, ni kupljen. Jasno je, da če bi kdo že imel, torej želel kupiti, bi moral priti na občino, k lastniku večinskemu in se z njim pogovoriti. Neke informacije so da bi kdo prišel, ampak nihče ni prišel. Zaradi tega ocenjujem, da seveda tudi, ne vem, so bile kakšne špekulacije, ali kaj, jaz imam samo izpis iz zemljiške knjige, na včerajšnji dan 14:18 to lastništvo, katero je de facto res. In jaz o tem več ne bi razpravljal, ker občina Gornja Radgona si želi ta manjši delež pridobiti v svoje lastništvo, da bo 100% lastnik. Hvala, gospod Kapuš. Gospod Rojko, sedaj imate 2 minuti, da razvijete prejšnje misli. Bom začel čisto na koncu. Jutri je dan D. Jutri, če bo plačana kupnina, bo 49% doma prodanega. To je prva stvar in to kolega to ne ve, ker je dobiva dokumente od stečajne upraviteljice, jaz sem to pa slišal. To je prva stvar in zdaj, če nadaljujem tam, ker sem prej končal. Torej, še enkrat povem, v proračunu, mislim, da 2 leti nazaj, v predlogu proračuna občine Gornja Radgona smo imeli postavko prodaja kapitalskega deleža v domu starejših občanov občine Gornja Radgona in smo ga želeli prodati za 550 000 evrov. Torej, smo želeli prodati ta dom. Ne tako, kot je bilo prej rečeno, da ga nismo želeli prodati. Smo ga želeli. In zdaj, ko se je to zgodilo, da vendarle ta zadeva v Radgoni ni šla tako gladko skozi, pa ne bom povedal, zakaj so morda bile take ambicije, ampak pustimo to na stran, pride še kdaj drugič na vrsto. Danes smo potem začeli govoriti o tem, da bi želeli ta dom obdržati. Pa vsi vemo, da je danes stečajna upraviteljica na licitaciji to prodala, vendarle kupnina pa še ni plačana. Ampak občina ni nedvoumno izrazila želje, da to kupi, ker sklepa občinskega sveta o tem nimamo. Ker ni bilo na dnevnem redu nobene od seje občinskega sveta sprejetja nedvoumnega sklepa,
da občina pristopi k nakupu 49% deleža doma starejših občanov. Smo o tem sicer govorili, o tem so zapisniki, ampak vendarle o tem ni nedvoumnega sklepa občinskega sveta, ki v občini zaenkrat še odloča. In takrat, ko je bil zadnji narok pri tej, zdaj ne vem, ali je to druga ali tretja licitacija, bi morala občina Gornja Radgona takoj pod nujno sklicati najmanj korespondenčno ali kakršnokoli izredno sejo občinskega sveta in sprejeti sklep, da se to kupi in se na to prijaviti, pa tudi, če bi bilo potrebno vzeti za to kredit. Zato, ker je to dobra naložba, ker dom deluje, ker dom servisira tudi svoj dolg in tudi dolg tistega denarja, ki je šel iz Gornje Radgone, ne vem kam. Vse to dom plačuje in je solventen in ima v tem domu 80 ljudi službo in samo še to, od teh služb ima pa proračun občine Gornja Radgona približno 100 000 evrov dohodnine. Hvala. Potem bomo sedaj zaključili z replikami, tako da bodite eksplicitna, torej vsak po minuto, še gospod Rojko, če boste vi želeli, potem pa to temo zaključimo. Izvolite, gospod Kampuš. Jaz ne vem, kolega Rojko ne pozna, jaz bi mu dal vse papirje, vsi papirji morajo biti na razpolago vsem. In gledajte, iz tega papirja piše, takrat, ko bo se stečajno odločila, da komu to proda, mora obvestiti občino Gornja Radgona, da če občina Gornja Radgona uveljavlja predkupno pravico, torej nihče ne more brez nas kupiti tega deleža, poslušajte. In mi smo že to priložnost imeli in smo napisali, dne 15.5. občina Gornja Radgona kot predkupni upravičenec uveljavlja predkupno pravico za nakup 49% poslovnega deleža doma starejših občanov občine, torej v Gornji Radgoni d.o.o. Konec. Konec. In tudi naprej. Če ta kupnina ni bila plačana. Ko bo spet prišel nekdo, mi bomo se takrat komaj prijavili, takrat komaj stečajna nas pozove, ali mi kot večinski lastnik uveljavljamo predkupno pravico, jaz pa trdim v tem trenutku, da dokler ne bomo tega doma dobili, bomo objavljali predkupno pravico. Hvala. Še gospod Rojko, potem pa to temo torej zaključim. Všeč bi bilo, če bi lahko dobil ta dokument, ker je v bistvu nezakonit. Ker nimamo sklepa občinskega sveta za to. Nikoli o tem na občinskem svetu nismo sklepali in vrhovni organ odločanja v občini Gornja Radgona ni župan, ampak občinski svet. In če bo občina kupec, ker nedvomno se vsi strinjamo, da ja, potem mora o tem odločati občinski svet. In še enkrat naj poudarim, stečaj oziroma licitacijski narok še ni končan in če bo kupec, ki je na licitaciji povedal da in dal tudi tisti delež, ki ga mora dati, do petka vplačal kupnino, bomo zgubili ta 49% delež v domu starejših občanov Gornja Radgona. In tako bo, jaz srčno upam, da se to ne zgodi in srčno upam, da bomo čim prej na občinskem svetu sprejeli to, kar govorim, da bo lahko potem občina zakonito pristopila k nakupu tega na naslednji licitaciji, ki bo, upam, čim prej. Redo, zaključimo s temo in gremo naprej. Na vrsti so vprašanja kandidatov. Vsak izmed vaju bo lahko proti kandidatu zastavil eno vprašanje, morda dve, če bo za to seveda želja. Gospod Kampuš, bomo začeli kar pri vas. Imate kakšno vprašanje za gospoda Rojka? Jaz bi, naprimer, bi ga vprašal, če lahko kaj pove o projektu Skupaj 2. Gospod Rojko, Skupaj 2? Dobro vprašanje o projektu Skupaj 2 vem zelo malo, kar sem prebral iz medijev in kar sem na ene izmed soočenj slišal od aktualnega župana, ki ga je takrat prvič omenjal. Res pa je, da sem potem se malo dal podučiti. Projekt Skupaj 2 se pripravlja v strokovnih službah, torej nekaj nastaja, menda tečejo, ampak menda govorim, tečejo tudi dogovarjanja s kolegi iz sosednje Republike Avstrije, kar seveda toplo pozdravljam, ampak nekako v občinskih dokumentih, vsaj kar je meni znano, ni veliko od tega tudi v prostorskem delu občinskega prostorskega načrta zapisano. Nekaj celo morda je, nekaj pa tudi ni, ker smo takrat, ko smo se pred leti o tem pogovarjali pri domu starejših občanov, takole bolj v oblakih kot v realnosti, govorili o pohodniškem mostu v Republiko Avstrijo, pa severno še o enem, o bungalovih v rajonu Podgrad, o kopališču in še o čem, o termalnih vodah in o geotermalni energiji je tekla takrat beseda, se spomnim, ampak to je nekako bolj povojih. To je vse, kar o tem vem. Se mi je sicer zdelo takrat, da bi moral vedeti o tem več,
pa moram priznati, jaz sem funkcijo občinskega svetnika upravljal neprofesionalno in gradiva, ki smo ga dobivali na seji občinske sveta, so bila praviloma takole 400-500 strani, enkrat na pol leta in takrat je bilo potrebno kar veliko energije, da si to po popoldanskem času poleg redne službe lahko vsaj približno temeljito predelal. In jaz sem prepričan, da veliko tega sem, vsega pa verjetno tudi ne in morda je kdaj tudi kaj o tem bilo govora, pa pošteno priznajmo, človek dela tudi napake in kdaj kaj spregleda. Dobro, hvala. Ja, nič. Prav. Dobro. Sedaj imate vi priložnost, da gospodu Kampušu zastavite vprašanje. Kakšno bi to bilo? No, jaz bom takole vprašal, mene bi zelo veselilo, če bi dobil nasvet od 20-letnega župana, državnozborskega poslanca in pa svetnika državnega sveta. Kako, ja, pa tako je, kako naj se, ko bom izvoljen za župana, čim bolj otresem tistega, kar meni ni všeč. To je, kako se ne podleči pritiskom koruptivnih dejanj. Kako to modrost prenesti tudi na mene. To brez skrbi lahko svetujem. Torej, gledajte, prej sem že povedal, ob vseh razpisih, ki uradno morajo biti, župan ne sme biti zraven. In to je res, kar ti zdaj praviš, in to mora opraviti strokovno usposobljena komisija. Jaz vam moram priznati, to bom tudi Stanku to povedal, v 12 letih niti enkrat nisem spremenil tisto, kar je komisija določila, kdo je izvajalec. Da bi jaz rekel, to pa ni vredno, da je to nekdo drugi. Ne glede, so domači ali so tuji, tako. Torej, tega se treba odločiti in se tega losati. Jaz sem še do zdaj vedno podpisal tisto, kar je komisija rekla, jaz za to ne bom odgovarjal, ker za to je komisija. In tako je treba delati Stanku. In to mislim, da tudi ni nobena velika modrost, ker vem, da ti tudi v firmi delaš isto. To je vaš odgovor, vaš nasvet, gospod Rojko, ste zadovoljni, moderni svet? Ja, pričakoval sem tako, oziroma veselim se takega odgovora, pa smem še eno kratko vprašanje. Lahko, rekli smo potem največ dve, če bi še gospod Kampuš, izvolite, ja. Zdaj pa čisto bolj tako, mislim, da smo proti koncu, bom pa vseeno povedal, naj nam kolega Tone pove, kako mu uspeva ostati tako ob vseh teh naporih, tako kot je, poln energije, zagnan, kot ga danes tukaj vidimo. Hvala te lepo, se pa ti si isto, kaj pa ne? Koliko komplimentov, spoštovana kandidata danes eden drugemu. Tudi to je politika, gledalci. Gospod Kampuš, kaj boste rekli? Zakaj sem to povedal? Ker so se enkrat nekje srečalo, no? Plitvički vrh. Da se me presenetil, misliš v... Trening. Ja, malo hodim, malo kolesar in tako da, to imamo iste, ni nobenega problema, imamo iste. Moraš človek za sebe nekaj narediti. Torej ste dejavni, oba dva ste športno dejavni, če prav razumem. Gospod Kampuš, še morda kakšno vprašanje za gospoda Rojka? Ne bi nobenega vprašanja imel, edino to, kar sem prej povedal, te 3-4 stvari, ki se neprestano valjajo, torej, ki jaz ocenujem, da so neresnice, bi res ga prosil vljudno, prosim te Stanko, probaj obrzdati te svoje, ki to dnevno pišejo, torej, ki dnevno neresnice širijo in pišejo. Res ste prijateljsko, te prosim takole. Gospod Rojko, prijateljska prošnja, vi boste ustregli? Če kdo širi neresnice, se jaz za to odgovarjam. To je prva stvar. Druga, jaz nikomor, prav nikomor, ne sugeriram, kaj naj govori. Ljudje pač govorijo, zlasti na socialnih omrežjih je pač tako, da govorijo dokaj brez dlake na jeziku, včasih tudi brez kakih podlak, ampak vendarle ljudje govorijo. In mi smo pa potem vendarle dolžni na nek način te stvari razložiti, reči, to je pa prav, to pa ni res, in danes smo odstirali te stvari na takem soočenju. Mislim, da je to tisto ta pravo, ne pa, da jaz recimo, to pa mislim, da res nimam nobene možnosti, niti pravice, niti ne bom tega počel, da bi nekomu sugeriral, kaj ne govori. To pač ni v moji navadi. To so vaši strankarski kolegi. Kakorkoli. Dobro, bomo s to temo zaključili. Prišli smo čisto do konca, spoštovana gospoda, vidim, da ste res v odlični kondiciji, imate še kar precej energije. Sedaj boste imela vsak po minuto, da nagovorite vaše občanke in občane, pa bi morda začeli pri vas, gospod Kampuš. Torej, minuta je vaša in ta kamera. Izvolite. Torej, sem prepričan, da so občanke in občani v Gornjem Radgoni prepoznali, da sem deloven, da sem pošten, da ne skrbim za svoj rit in za svoj žep,
da imam za sabo projekte, ki so ponos Gornji Radgoni, da vem ustvariti in voditi ekipo okrog sebe in to odlično. In sem prepričan, da v drugem krogu verjetno bom dobil največje število glasov, to pa pomeni, da bom zmagovalec na teh prihodnjih, torej v drugih volitvah za župana. In zaradi tega bi na koncu samo pozval, torej občanke in občane, da jih vljudno prosim, da se udeležijo volitev v nedeljo 19. in da seveda dajo priznanje meni, sem pod številko 1 in gremo skupaj naprej. Hvala. Še gospod Rojko, minuta in kamera sta vaši. Izvolite. Torej, drage sokrajanke, dragi sokrajani, jaz osebno seveda menim, da prihaja čas odločitve, to bo čez nekaj dni in takrat lahko oddate svoj glas za, torej zame, za županskega kandidata, ki bom pod številko 2. Zakaj zame? Zato, ker ponujam nekaj svoje svežine, nekaj svoje mladosti, nekaj svoje zagnanosti, ampak vendarle premorem dovolj modrosti, da bo občina Gornja Radgona skupaj z ramo ob rami z nami in vami šla v boljšo prihodnost. Torej, nasvidenje na volitvah. Hvala, s tem bomo zaključili, spoštovana kandidata. Hvala tudi vam, da ste si vzela čas, seveda bilo je zanimivo, upam, da ste tudi vidva uživala. Hvala torej še enkrat, še stisek roke za konec, upam, da bo tako tudi po volitvah. Torej, spoštovane dame, cenjeni gospodje, hvala tudi vam za pozornost. Občanke in občani Gornje Radgone, pojdite na volitve in oddajte glas za vašega favorita. Nasvidenje.